Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljubi moj sveti Henrik II. Politiki si bil zapisan že od zibelke dalje. Kot sin bavarskega vojvode si bil deležen vzgoje svetniškega škofa Wolbenka, nasledil očeta kot vojvoda, po nekaj letih postal nemški kralj in potem še rimski cesar. S svojimi političnimi izkušnjami bi bil danes nedvomno visoki komisar v Evropski uniji, morda celo predsednik Združenih narodov. In manjka se danes takih politikov, kot si bil ti. Ne zaradi tvojega pedigreja, temveč zaradi tvojega značaja in vere. Kajti tvoje delovanje ni bilo usmerjeno zgolj v utrjevanju zlate kraljeve krone, ki si jo nosil, temveč v doseganju večne krone. S pomočjo in podporo svoje prav tako svetniške žene Kunigunde si gradil, danes bi rekli, socialno državo. Postavljal si bolnišnice, sirotišnice, samostane, skrbel za reveže in k temu spodbujal tudi svoje bogate podanike. S svojim življenjem si, če smem tako reči, kupil nebesa. S svojo smrtjo pa, ker si vse imeti zapustil cerkvi, še svetniški naziv, če mi dovoliš drobno šalo. Ni enostavno združiti modro vladanje države in osebno pokornost Kristusu, a tebi je uspelo. Ker si zares vzel Jezusove besede, da kdor hoče biti največji in prvi, mora biti vsem služabnik. In prav to slednje, služenje, je tisto, kar pogrešam pri tistih, ki nam danes vladajo in nas vodijo. Da mora politik služiti, mnogi tisti, ki se v politiko podajo in potem desetletja tam vedrijo, razumejo ne kot da morajo služiti drugim, ampak da morajo služiti na račun drugih. Obup. Še večji obup pa je, da tako menijo celo tisti, ki jih na položaj izvolijo in jih mirno gledajo in prenašajo, medtem ko jim med sladkim besedičenjem praznijo žepe. Ljubi moj sveti Henrik II, obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in skupaj s svojo državniško modrostjo in vero izli na nas in dvakrat v svoj žegen namoči naše politike. Gregor.